Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Surom. Pa je tukaj že marec, no moj bog se bo dogajalo marca. Pust, pa dan žena, pa mučeniki, pa materinski dan. Torej, stopamo v mesec, v katerem se bomo mi vsi prebujali, vsi bomo malo bolj električni, kar pomeni tudi, da bomo vsi malo bolj na kratko narejeni. Stopamo v mesec, ki ga bo označevala bujna domišljija, hitre reakcije, zelo močne, intenzivna doživljanja. Resnično bo to mesec, v katerem bomo lahko negovali našega notranjega otroka, se morda tudi malo bolj otročje obnašali, zato kar takoj opozorim, da se pripravimo na komunikacijo, ki morda ne bo na nivoju, se pravi nezrele izjave, hitre, impulzivne odločitve in reakcije, se pravi zelo zanimiv mesec se nam obeta, ki pa ga načeloma večinoma povezujemo z žensko in ženstveno energijo. Jaz mislim, da predvsem zato, ker imamo v tem mesecu dan žena in materinski dan in vas spomnim, lansko leto smo imeli čudovit projekt, skupni projekt z znanimi Slovenkami, ki so za vas posnele kratko sporočilo, kako opolnomočiti svojo žensko in ženstveno energijo. Ja, res je, da ta prispevek je bil primarno namenjen damam, ampak dragi moji moški, ki spremljate tole oddajo, tudi vi vabljeni k ogledu. Naj dodam še, da celo žurnal je poročal potem o temu prispevku, linkec je spodaj. V gosteh pa so bile Špela Grošelj, Kulma Masita, Melita Kuhar, Iza Gobar je posnela zelo dobre vaje, kako se prizemljiti, kako se povezati, kako aktivirati našo medenico, maternico in tako naprej. Mojca Morja je posnela poseben prispevek z gongi v Egiptu. Tisti, ki jo sledite, veste, da ona čudovite delavnice vodi z gongi in zvokom ravno tam. Katja Bubnič je bila z nami, Barbara Jerman je bila z nami, Azra Širovnik je bila z nami, Jerca Legan je bila z nami, Melita Kuhar, mislim, da sem jo že omenila, Tanja Glažar iz vidika Feng Shuja nam zaupala marsikaj, Špela Grošelj, Kulma Masita, verjamem, da se zdaj pa že ponavljam, v glavnem res top prispevek je bil, linkec je spodaj, jaz vas resnično vabim k ogledu, pa ne zato, ker bi vam želela kaj prodati, ampak zato, ker je resnično poln modrosti žensk, ki so same uspele, ki imajo za seboj takšne in drugačne pot, takšne in drugačne izkušnje. In podobno občutek bomo imeli tudi mi marca, veste, kada imamo zelo trnovo pot za seboj, pa kaj za seboj pred seboj, kot da stojimo na trnčkih, se nam bo sem ter tja zdelo. Število 3 je tisto, ki je zelo intenzivno. Število 3 prinaša srečo. Število 3 je takšno kot 3-letnik, ki verjame v Božička, ki verjame, da je vse možno, ki je potem res napolno razočaran, če stvari se ne odvijajo tako, ali ve, da bi še mogle. Tako da velikokrat se nam bo zdelo, da se nam je zgodila krivica, veste? Ampak včasih iz tistih največjih krivic, največjih razočaranj, tekom življenja čez nekaj let ugotovimo, da smo dobili največje blagoslove. Brez izzivov, brez teh trnčkov se ne bi mogli ničesar naučiti in razvijati. In če smo že ravno pri trnčkih, letos za mučenike, dragi naši moški, se je pripravilo prav posebno svetovanje namenjeno moškim za odnose. Jaz mislim, da še vedno zelo živimo v kulturi, v neki družbi, kjer se od moških pričakuje, da so tough, da so desci, da ne jokajo in potem kar naenkrat se obrnemo okrog in rečemo, zdaj pa ti meni vse povej, na dlani mi prinesi, kaj se v tvojem srčku skriva. In velikokrat moški so tisti, ki težje spregovorijo, čeprav bom rekel iz mojih izkušenj, teh 20 let plus, je že res, da moški večinoma pridete na biznes svetovanje, je pa res, da vas je vse več, ki pridete na svetovanje, analize odnosa in tega, kaj in kako se zdaj obrniti, zakaj ne gre, kje se narobe razumete in tako naprej. Se pravi, prav posebej za moške namenjene svetovanja so že na moji spletni strani, na voljo imate 30 in 60 minut. Tako da, drage dame, mogoče svojim učenikom lahko pa vi letos to podarite in jih malo aktivirate v tej smeri, da spregovorijo. Sicer pa bodo nas dogodki meseca marca spodbujali, da spregovorimo, kot so prej rekli, verjetno na malo nezrel način. Se pravi, prisluhnite sebi, tistemu 3 leta staremu otročku, ki je prepričan, da se mu je zgodila krivica, ki je prepričan, da obstaja Božiček, ki je prepričan, da bo astronavt, ki je prepričan, da bo vse, kar si bo zamislil, da je lahko. Kajti takšni se rodimo. In letošnji marec, če kaj prinaša na plano iz naše podzavesti, iz našega nezavednega, je vse tisto, kar morda nam daje občutek šibkosti,
ker nam morda dajo občutek, da smo neslišani, neupoštevani, da se nam krivica godi, da je drugim vse lažje in tako naprej. Prisluhnite tistemu otročku na način, kot bi tisti otroček, ki ste bili, potreboval oziroma potrebovala biti slišan. Se pravi, dragi moji, kaj je bilo tisto, kar ste vi potrebovali v svojem otroštvu, pa morda niste dobili? In zdaj vsi tisti, ki ste starši, veste, da včasih je zelo težko, včasih imamo vsega polno glavo, smo preutrujeni, nas je šef nazival v službi, ne vemo, kako bomo položnice plačali in tako naprej. Včasih je enostavno težko najdemo energijo, da bi bili maksimalno potrpežljivi, maksimalno prijazni in tako naprej. In če zdaj rečemo, da mi sebe razumemo, da včasih smo tudi mi malo bolj na kratko narejeni, pa svojim otrokom marsikaj izrečemo, že če greste čez katerikoli trgovski center, čez vikend ali petek popoldne, boste priča kakšnemu takšnemu prizoru. Ali je možno obenem razumeti naše starše, da so imeli sem ter tja podobno tak trenutek, v katerem preprosto niso znali, niso zmogli biti bolj prijazni, bolj, bom rekla, topli do nas. S tem, da tiste, ki ste moja generacija, veste, da to nekako takrat še ni bilo moderno, takrat je bilo bolj moderno, da so vam čakre in auro prepucali, uravnovesili, postavili z dvema čez rit. Tako da, sploh za tiste starejše se mi zdi, da je zelo pomembno, da sprejmemo, da naši starši niso bili popolni, predvsem pa za vse nas, ki smo odrasli, da naši starši danes ne morejo biti več krivi za vse tisto, kar mi menimo, da ne znamo. Se pravi, marec je fenomenalna priložnost, da se pogovorite sami s seboj in da greste nazaj v tistega 3-letnika, ki je verjel, da bo spremenil svet, ki je verjel, da bo uspel, ki je verjel, da mu bo Božiček prinesel to in to. Bodite na nek način sami svoj Božiček, pohvalite se, objemite se, prepoznajte vendarle svoj napredek od takrat, ko ste bili 3 leta stari. Kako super si zdaj čevlje zavežete, takrat si jih morda niste. Zdaj the best vozite bicikel, včasih ga takrat niste. Se pravi, včasih tudi mi sami pozabimo sebe pohvaliti, pozabimo si vzeti enostavno čas zase. Marec bo to nekako od nas zahteval. Čas zase, pozornost zase, pa pozitivizem. Bodite neustavljiv, nepopravljiv, nepremagljiv optimist. Se pravi, ne glede na to, kje se zdaj nahajate v življenju, kakšno je vaše čustveno stanje, fizično počutje, kakšna je vaša duhovna zavest, kakšna je vaša okolica, kakšni so ljudje okoli vas, česa si želite, pa morda imate občutek, da se vam to nikoli ne bo izpolnilo. Ne glede na vse to, ne glede na ta šundar okoli nas, lepo vas prosim, bodite marca optimistični, kajti ko verjamemo, da bomo nekaj dosegli, se potrudimo to doseči na različne načine. In, a veste, 3 leta star otroka hoče tisto čokoladko pri blagajni, jaz vedno dam ta primer, bo probal vse. Najdaljše trebalnice na svetu bo imel brez Max Factorja, najlepši nasmej bo imel brez Colgate. Torej, dragi moji, kaj je tisto, kar pa mogoče še niste poskusili v svojih poskusih, da bi dosegli točno to, česar si želite? Še ena zelo pomembna zadeva se bo dogajala marca in sicer naša preteklost. Prej smo že rekli, neki občutki se bodo vračali, nemoči in tako naprej. Po drugi strani pa tudi hrepenenja, želje, ki so nam bile nekoč pomembne, zamisli, naš način funkcioniranja. To je vse super, ampak v vsemu temu bi se znali pojaviti tudi kaj bolečega iz preteklosti, tudi vzorci iz preteklosti, ne samo tisti, ki smo jih oblikovali predvsem v otroštvu, ampak tudi kasneje. Se pravi, če kjerkoli, kakorkoli menite, da niste dovolj dobri, da za vas pa ni dobrega, da vas ne čaka ljubezen, da vas ne čaka zdravje, da vas ne čaka neka sreča, uspeh, finančna svoboda in tako naprej, je zdaj čas, da se potrudite vsaj kolikor zavestno lahko te vzorce, te dvome pustiti za seboj. Se pravi, zato pa načrtujem poseben dogodek oziroma delavnico Preteklost stop, dobro zame zdaj, kar je tudi afirmacija za mesec marec. Preteklost stop, dobro zame zdaj. Preden to izrekate, definirajte, katera preteklost. Se pravi, slaba preteklost, pomanjkanje iz preteklosti, razočaranje iz preteklosti, bolečina iz preteklosti. Stop.
Ne rabimo nič kaj veliko razlagati našemu umu, saj naš um je pameten, običajno celo preveč, zato hitro najde, bom rekla, luknje, kot najdejo odvetniki luknje v zakonu. Se pravi, preteklost stop in dobro vzame zdaj. Naj bo mantra za mesec marec, v katerem pa, kjer končno govorimo tudi o ženstveni in ženski energiji, pa bo tudi webinar prišel na vrsto, Neguj boginjo v sebi. Znova, za moške, za ženske, vsi imamo ženstveno energijo v sebi, vsi imamo še notranjega otroka, še kako aktivnega, še kako prisotnega. Zato, če vam kaj polagam na srce, za mesec marec je, bodite nežni do sebe, kajti v tisti nežnosti si bo ta otroček, se pravi ti preplašeni deli vas, razočarani deli vas, zapuščeni deli vas, vse tisto, kar ste rekoč potlačili, zatlačili, se trudili zradirati, premagati, ignorirati. In vse tisto, kar morda menite, da ste že predelali, pa mogoče nekje še 1% je ostal. Vse to bo lažje prišlo na plan, na način, v katerem se boste vi počutili varne, močne in predvsem sposobne, da boste to predelali, razumeli, pozdravili. Kajti marec, če zaključimo na hitro, preden gremo na število življenjske poti, je mesec, v katerem bomo lahko podoživeli svoje otroštvo, si uresničili otroške sanje in obenem pozdravili tista prva razočaranja, prve izgube, prvič, ko se nam je kot otroku nekaj strašno zafršmagali. Naj se prebudi naša domišljija, tako kot se zunaj prebuja narava, in naj se nauči razlikovati med pravljicami, med iluzijo in realnostjo. Kajti, ko bomo stopili v realnost, si lahko ustvarimo pravljičnost. In točno tega vam jaz želim v mesecu marcu. Pravljičnosti in tiste notranje moči in determiniranosti, ki jo ima 3 leta star otrok, ki bi Triglav premaknil, če bi mu pustili. Ok, zdaj pa pojdimo pogledati pregled napovedi za mesec marec 2025 po številih vaše življenjske poti. Število življenjske poti je preprosto seštevek vašega rojstnega datuma. To pomeni, da ga seštevate toliko časa, da pridete do ene same cifre. In kar pa imamo. Enkice. Drage enkice, zdaj je čas, da sebe nekako ukoreninite. Se pravi, prva polovica marca naj bo namenjena pletju. Dobesedno pletju. Kaj je tisto, kar funkcionira, kaj je tisto, kar ne? Kaj je tisto, kar vas šibi, drage moje enke? Kaj je tisto, kar vam sporoča, da niste dovolj dobre, niste dovolj hitre? In če boste sebe našli na tem seznamu, seveda, drage enke, sebe objeti, biti potrpežljive in se predvsem pohvaliti. Se pravi, marec bo čas, v katerem boste lažje nekako postavili na svoje temelje, na nove temelje, vse projekte, za katere ste se odločili v tem mesecu. Se pravi, biti, bom rekla, radovedne, biti odločne in predvsem spreminjati vse tisto, kar je zelo zakoreninjeno, v bolj pozitivno in optimistično. Dvojkice. Drage dvojkice, marec bo kar napet mesec za vas in za trojkice, se pravi, lahko pride tudi do kakšne konfliktne situacije, v kateri je zelo pomembno, da se ne umaknete, da se ne izogibate konfliktu, ampak da poveste svoje mnenje in se morda potem umaknete. Izbirajte tiste ljudi, ki vas krepijo, tiste ljudi, ki so ponosni na vas, tiste ljudi, ki vas imajo radi točno takšni, kot ste v tem mesecu. Vsi bomo malo bolj ranljivi. Zakaj bi se družili torej s tistimi, ki vas dajajo nič, ki vas kritizirajo, ki mogoče vam vedno znova z nečim dajo slab občutek, tudi če je to nenamerno. Lejte, tudi če je to popolnoma nenamerno, marca za domačo nalogo, prosim, se družite z ljudmi, ki vas pohvalijo, ki vam dajo dober občutek o sebi in boste videli, kako se bo tudi vaš notranji dvogovor počasi toplil in bil do vas mnogo bolj prijazen, kot si mislim, da v tem trenutku je. Število življenjske poti 3, drage trojkice, to pa bo mesec in pol za vas. Drage moje trojkice, bujna domišljija, jaz mislim, da vas čakajo eksplozije optimizma, zelo pa je pomembno, da sami ohranjate, saj veste, ta pozitiven predznak v svoji glavi, v svojem umu, v svojem telesu. Vse, kar se vam zgodi, je za nekaj dobro, če tudi morda v tem trenutku
Tega dobrega še ne znamo prepoznati. Se pravi, stopite v mesec marec z ogromno dozo radovednosti, iščite tistega božička, v katerega ste verjeli, iščite tisto dobro, ki vas čaka v življenju na najbolj možen, aktiven, proaktiven način. Marec bo za vas mesec absolutno tudi ljubezni do sebe, se pravi, podobno kot za dvojke, tudi za vas velja. Družite se z osebami, ki vas polnijo z zaupanjem vase. Z osebami, ki so optimistične, z osebami, ki so produktivne, z osebami, ki so uspešne v tem, kar počnejo. Naj se njihova energija malo takole posuje tudi po vaši. Število življenjske poti 4. Drage štirice, vas bo pa malo metalo ta mesec. Ne vem, če vam bo ravno vedno luštno, s temi malo bolj domišljijskimi energijami, z osebami, ki mogoče se ne bodo držale dogovorov, z osebami, ki jih boste vi dojemali kot da so muhaste. Namreč trojka je tista, ki je tako razigrana kot mačji mladiček. In mačji mladiček, vemo, da razen ko zaspi, ko se mu baterije spraznijo, ni kaj dosti pri miru. In od vas se bo podobno pričakovalo marca. Ne biti kaj dosti pri miru. Včasih je to izziv, hudirja, vem. Včasih je problem. Če smo navajeni na rutino, če je naša varnost pravzaprav zasidrana v neki stabilnosti, potem je včasih težko pokukati ven. Tako da za vas pravzaprav bi bila domača naloga ali izziv meseca biti čim bolj podobni mačjemu mladičku, biti čim bolj radovedni, uživati, eksperimentirati. Naj vas potolažim, april bo za vas mnogo bolj ugoden mesec, tako da dajte si duška. In podobno velja tudi za število življenjske poti 5. Drage moje petke, ja, razmetavalo bo tudi vas marca, kot bi bili v drugi puberteti. S tem dejansko namigujem tudi na hormončke, na to, da bomo malo bolj strastni, no, boste malo bolj strastne, da boste življenje zajemali z večjo žlico. Se pravi, naj ta žlica rata šefla. Največja zajemalka ali pa kar tista hruška od bagerja. Glejte, ni mej. Če kdo to ve, veste, to ve petke. Znane ste po temu, da rade eksperimentirate, da ste drzne, da ste predrzne. Bodite pa vseeno pri vseh svojih eksperimentih meseca marca varne. Se pravi, za vas še posebej velja, da bo to razgiban mesec, da boste mogoče malo bolj ranljivi, občutljivi, da se bodo neke stvari malo bolj dotaknile, kar lahko pomeni tudi, da boste končno na polno spet zaljubljeni v nekaj, mogoče v osebo, mogoče v sebe, mogoče v nek nov konjiček. Število življenjske poti 6. Tudi za vas bo tole intenziven mesec. Veliko bo izpolnjene energije, lahko bi bil zelo romantičen čas, lahko bi bil to čas, v katerem boste resnično prepoznavali ljubezen, lepoto, globino, božanskost v sebi. Število 6 vendarle povezujemo z energijo boginje, se pravi, ne glede na vaš spol, negujte božansko v sebi. Obnašajte se do sebi, kot da ste veličastni, kot da ste žlahtni, kar pomeni, kot ponavadi, saj vem, da me imate že polno glavo, da bo treba tistim, ki jih imate najraje, včasih reči tudi ne. Naj vas to ne plaši, meje so zdrave in včasih druga oseba potrebuje ta ne, da se sama nauči. Se pravi, s tem, ko boste drugim rekli ne, boste rekli nekemu delu sebe ja, in s tem ni nič narobe. Drage sedmice, ja, mesec bo izjemno usmerjen v napredek, v inovativnost, vaša domišljija bo želela nekaj novega, nekaj malo bolj sofisticiranega. Se pravi, lahko da se boste začeli malo bolj šik oblačiti, lahko da boste začeli trenirati nek zelo zanimiv šport, lahko vas bo začelo zanimati nekaj zelo netipičnega za vas. Raziskujte v mesecu marcu, predvsem pa pejte nazaj v sebe, v otročka. Kaj so bila tista najbolj nenavadna zanimanja, ki se jih spomnite? Če imate možnost, povprašajte svoje starše. Kaj je bilo tisto, kar je bilo sila nenavadno za vašo starost, pa smo to mogoče ali ste takrat pripisovali temu, da otrok raste, ga meče itd. In kaj od tega vas danes še vedno zanima in kaj od vsega tega si morda danes lahko omogočite. Naredite nekaj prav posebnega za tistega otročka v sebi, kajti če kaj vemo vas sedmice, je to, da znate biti zelo zahtevne in stroge do sebe, se pravi za domačo nalogo bodite popustljivejše. Osmičke, drage moje osmice, podjeten mesec. Če je kdaj čas, v katerem vam bo vaša domišljija pomagala na vaši poti k uspehu, je to zdajle marec.
Ta uspeh je lahko to, da boste lažje plačali položnice, ta uspeh je lahko to, da boste nekje zvohali nek res fenomenalen popust in si boste privoščili nekaj, kar mogoče sicer bi bilo malo težje. Lahko se vam bo nekaj posrečilo, lahko vam bo nekaj padlo v naročje. Ampak, a veste, tukaj predvsem tem je en velik izziv, ki se mu reče lastna vrednost. Drage osmice, veste, da tako kot se šestke vedno znova srečujejo z lekcijami postavljanja meja in ljubezni do sebe, se vi vedno znova srečujete z lastno vrednostjo, dragocenostjo, jaz temu rečem, dvignite svoje standarde, šele ko boste vi od sebe in od življenja zahtevali več, se bo ta več pojavil. Se pravi, tako kot neusmiljeno moramo plačevati položnice, ki se dvigajo, tako neusmiljeno vi, osmice, dvignite svoje standarde. In še število življenjske poti 9, drage moje devetke, zdravilen mesec vas čaka. Za vas pa res. Dajte si čas zase. Mogoče bo tole zverino malo zateženo, ampak za vas je res pomembno, da pijete več vode, da ste v naravi, da razbremenite sebe, da razstrupljate sebe na vseh nivojih. Če se komu obetajo, bom rekla, fleši iz preteklosti, ste to vi, kar ni nujno slabo. Ne me narobe razumeti, to ne pomeni, da boste zdaj razpadli in da vas bo vse bolelo in tako naprej, ampak ta doživljanja so običajno intenzivna, ne glede na to, ali so pozitivna ali ne. Se pravi, naj bo mesec marec, resnično mesec, v katerem po eni strani si dovolite počitnice, razigranost, kreativnost, ustvarjalnost, nagajivost, iskrivost, vse to, kar vidimo pri otročkih, ki je še tako zelo nedolžno in ko včasih tudi malo ga polomijo, zato ker ne znajo drugače. Kolikokrat ste ga vi polomili, ker enostavno niste znali drugače? Vsem se nam to zgodi. Spustite tiste občutke. Takole, dragi moji, napoved za mesec marec je tu. Jaz vam želim en mesec, ki vam bo resnično pomagal pri tem, da boste prepoznali znova vse svoje vrnile in se boste pohvalili za to, da ste točno takšni, kot ste in si boste vzeli čas za to, da boste jutri boljša oseba kot danes in se nehali enkrat za vselej primerjati z drugimi.